Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Dom viharnikov v Kranjski Gori praznuje 5-letnico delovanja. V teh letih se je nabralo veliko dogodkov, spletlo veliko prijateljstev in stkalo mnogo zgodb. Takole razvoj doma opisuje direktorica Karmen Romih. Vsekakor je razlika v tem, da je bil dom takrat zapolnjen do tretjine, danes je poln. Razlika je tudi v kakovosti dela, ker smo se nadgradili, naučili. Razlika je v poznavanju stanovalcev, ker v 5 letih nikoga dobro spoznaš in lahko delaš izključno na njegovih potrebah. Razlika je na povezanosti med osebjem. Razlika je v sami odgovornosti, pa predvsem tudi v družbeno odgovornem delu. Ko ti starejši človek postane izziv, ker se sam zavedaš tudi staranja in pač delaš na tem, da bi jim bilo čim bolj lušten. Še vedno menim, da ljudje izberejo dom, ki je blizu njihovemu domovanju. Mislim, da večina zaradi ostalih, poleg prebivalcev Kranjske Gore, se za Kranjsko Goro odloča iz turističnega naslova, ker so prej obiskovali Kranjsko Goro, ker jim je podnebje ustrezno, jim je prijetna, jim nekako budi take prijetne spomine. Čakalna vrsta, realna slika se mi pa zdi, da je malo drugačna. Čakalna vrsta je predvsem to se pravi na skupinah za zdravstveno nego ter na skupinah stanovalcev z demenco. Sami vitalni ljudje se redko kdaj odločajo za dom. Še vedno je nekako dom označen kot neka vrsta institucije, ki pride v poštev takrat, ko človek postane nekako odvisen od nekoga drugega. Matjaž Čampa, lastnik viharnika, pravi, da odločitve za projekt izgradnje doma za starejše v Kranjski Gori ni nikoli obžaloval. Pa bom rekel, da sem si predstavljal. Jaz sem zmeraj optimist, malo ambiciozen, kar se tega tiče, istočasno pa želim biti tudi skromen, kar se teh ambicij tiče, pač na nekih realnih tleh. In glede na to, da smo imeli že Pegazov dom v Rogaški Slatini kot en krasen primer, kako se da dobro delati, sem si na nek način predstavljal, ljudje so tam taki, kot so tukaj, zakaj pa ne. In so porodne težave bile, jasno, da so bile. Je pa, kot vidite, dom perfekten, zaposleni so odlični, kot sem rekel, navijači, naši stanovalci so pa sploh vrhunski. In kakšno je pravzaprav delo lastnika doma? Kaj moram kot direktor kluba v narekovaju delati, je jasno. Seveda se ne smemo vpletati v delo trenerja. Tako kot trener ne sme v slačilnico hoditi k igralcem, to so pač zlata pravila. Tako da mene kot direktorja družbe seveda zanima zadovoljstvo zaposlenih stanovalcev, istočasno pa ekonomski učinek vsega tega. Mi bomo po vsej verjetnosti v naslednjih parih letih tukaj zraven naredili en aneks, kjer bomo smiselno nadgradili dejavnost. Zdaj, v kakšnem konceptu bomo se potem še pogovarjali. Drugi projekt pa je, ki ga ravno zdaj napovedujemo, dom za starejše v Moravčah, kjer je investitor sicer občina Moravče. Mi pa bomo po vsej verjetnosti noter kot izvajalci dejavnosti s podobnim konceptom, z manjšim domom, s podobno vsebino. To je sistem, ki na nek način v mejah možnega ponuja maksimalno. Ni to tisti maksimum, ki ga želimo doseči, pa optimum. Glede na normative, glede na finance, ki jih dobivamo iz zdravstvene zavarovalnice, glede na kupno moč, ki je to, kar imamo tukaj v viharniku in v Pegazovem domu v Rogaški Slatini, optimum. Z delovanjem viharnika je zadovoljen tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Ja, vsekakor zadovoljen zelo in tudi tukaj dajem priznanje vsem mojim predhodnikom, vsem, ki so kaj pripomogli k temu. Res, čist nekaj drugega, ta dom, kot da prideš v hotel, res čestitke vsem, ki so sodelovali v tej zgodbi. Mislim, da je to na izredno visokem nivoju, tudi zdaj le sama vidite, da je ogromno nastopajočih, ogromno gostov iz Kranjske Gore, da je ta medgeneracijsko sodelovanje tako mladih kot starejših izredno na visokem nivoju, da imamo skupine, ki pač se družijo, ki hodijo, ki pomagajo v domu in obratno, tako da jaz mislim, da je na visokem nivoju. In kdaj je pravi čas za vstop v dom?
pravi čas je veliko, preden človek postane odvisen od nekoga. Že zaradi tega, da se navadi na novo okolje, da si ustvari neko socialno mrežo, da je nekako, bom rekla, postrežen in uživa. To starostno obdobje, ki zna biti tudi lepo. Od leta 2015 je dom poln, kar pomeni, da v njem živi 134 stanovalcev. Zbrane je nagovorila tudi Kranjskogorka, ki v domu biva vse od začetka. Sem domačinka, Kranjskogorčanka. In že takoj po otvoritvi tega lepega doma sem se preselila v dom, kjer sem zelo zadovoljna. Vsi vemo, da se telesno staranje nekaj, kar nas slej ko prej vse čaka. In bolje je, da čim prej, da se tega zavedamo. Treba je skrbeti za gibanje sklepov, za kar je preskrbljeno v domu z vajami, za ravnotežje in telovadbo. Tudi za krepitev duha je poskrbljeno z raznimi umskimi vajami. Smisel življenja je v družbi veselih ljudi, ki poskrbijo za smeh in zadovoljstvo. Biti srečen je privid, ki zbledi. Biti zadovoljen je tisto, k čemur lahko sami pripomoremo. Poskrbeli so tudi za pester kulturni program, od plesa do glasbe. Vse najboljše za Sicer so ob obletnici doma zaposleni izdali tudi zbornik, v katerem je orisana zgodovina doma, njihove dejavnosti ter organizacija. Zbornik smo napisali skupaj s sodelavkami, je nekako kronološko opredeljen razvoj viharnika. Opisani so temeljni mejniki, ki so bili pomembni za naše delovanje, osnovni statistični podatki so v njem, pa navedeni vsi zaposleni. Prepričana sem, da ko bomo zbornik prebrali, tudi ko ga bo prebrala širša javnost, da bo imela kakšen predlog za izboljšavo in smo to vzeli tudi kot en resen trening pred desetletnico. Najlepša hvala vsem, ki prispevajo k našemu razvoju, vsem, ki nas podpirajo, vsem, ki sledijo in podpirajo našo vizijo, naše načrte, pa zahvala sodelavkam za njihovo delo, tako stanovalci kot pri pisanju zbornika. Moram povedati, da samo pisanje zbornika ni enostavno, če pa to izvajajo še zdravstveni in socialni kadri, ki ni nikoli ne v procesu njihovega šolanja, ne v delovanju, to je mlad kader brez izkušenj, ni to del njihovega dela, ima pa to še posebno vrednost. Hvala sem. Zimske sezone v Zgornjesavski dolini je nepreklicno konec in zdaj je prišel čas, ko o njej že lahko strnemo vtise in podamo prve ocene, pravijo turistični delavci. Torej, zimska sezona je za nami, lahko rečem, da je bila za turistično destinacijo Kranjska Gora kar uspešna oziroma zelo uspešna. Zbrane so tudi že številke za leto 2016 in lahko se pohvalimo, da smo v tem letu zbrali na destinaciji oziroma zabeležili 530 tisoč nočitev, kar je 9% več kot v letu poprej. Največji porast je bil v bistvu v številu tujih gostov, ta je bil več kot 11%, za 1% pa se dvignilo število domačih gostov. Lahko rečem, da je bila zimska sezona uspešna, čeprav, kot smo že večkrat letos rekli, zimska odeja ni bila najbolj bogata, smo imeli pa srečo, ker je bilo v bistvu so bile dobre vremenske razmere, kar se tiče mraza. Tako da je bilo v bistvu uspelo žičničarjem in v Kranjski Gori in v Mojstrani pripraviti umeten sneg za smuko, prav tako pa upravljalcem Nordijskega centra in pa v Poncah pripraviti tekaške proge, tako da mislim, da tisti, ki so v letošnji
zimi obiskali Kranjsko goro, da so se lahko zimskih aktivnosti naužili. Seveda pa že potekajo tudi priprave na poletje. Prišli so prvi zvončki, mi vstopamo v poletni čas, časa za odmor praktično v destinaciji ni. Res lahko rečem, da se tako turistično gospodarstvo kot ostali sektor pripravlja na poletje, ki je pred vrati. Tako kot v zimi, ko smo v kraj pripeljali kar nekaj novih prireditev, poleg teh večjih klasičnih, to se pravi Planice in pa Pokala Vitranc, bomo z istim tempom nadaljevali tudi v poletnem času, ker se nam zdi, da mora Kranjska gora v bistvu živeti vsak vikend do konca poletne sezone. Poleg tega se bo nekaj delalo tudi na sami infrastrukturi, na urejanju kraja. Mislim, da zelo dobro sodelujemo z občino Kranjska gora in pa s turističnimi društvi na lokalnem nivoju od Mojstrane do Rateč. Posebej bi izpostavil mogoče sodelovanje s turističnim društvom Mojstrana in pa Rateče, pri katerem smo pa v letošnjem letu konec zimske sezone odprli tudi nov turistično-informativni center, ker želimo pospešiti samo promocijo kraja Rateč tudi v nadalje. Načrtov je kar nekaj, lahko rečem, da dobro sodelujemo tako s turističnim gospodarstvom kot z lokalnim prebivalstvom in upam, da bomo uspešno zaključili tudi poletno sezono. Tudi na kranjskogorskih smučiščih so zimsko sezono zadovoljni in že zrejo v prvomajske praznike in z njimi v poletje. Včasih se res približuje že poletna turistična sezona. V Kranjski gori smo se odločili, da kolesarski park in panoramske prevoze s sedežnico Vitranc 1 odpremo v petek 21. aprila. Po mojem vedenju bomo ponovno prvi park v Evropi, ki se bo odprl, kar je zelo pomembno tudi, kar se tiče prodaje naše skupne Gravity kolesarske sezonske vozovnice. V ta sistem smo vstopili lansko leto. V Gravity kart je vključenih 16 evropskih kolesarskih parkov in seveda med njimi tudi Kranjska gora, tako da pričakujemo z te strani velik obisk strani avstrijskih in pa seveda tudi italijanskih kolesarjev. Veseli bomo, če bodo kakšno sezonsko kolesarsko vozovnico kupili tudi slovenski kolesarji in seveda se bomo žičničarji potrudili, da bomo v tem času v večji meri postavili tudi poletno sankališče. Na pobočjih zgornje postaje Vitranca 1 je še kar nekaj snega, tako da upamo, da nam bo uspelo, vkolikor pa ne, pa vsaj do časa prvomajskih praznikov. Od 21. aprila do 5. maja bomo obratovali vsak dan, so tudi šolske počitnice, prvomajske počitnice. Potem pa seveda v mesecu maju po programu od petka do nedelje od 19. do 17. ure. Je pa seveda res, da smo za mesec maj pridobili kar nekaj odmevnih kolesarskih tekem v sodelovanju s Turizmom Kranjska gora in pa seveda z našim upravljavcem kolesarskega parka MTB Park Kranjska gora, tako da upamo, da bomo tudi te vse prireditve kolesarske, ki pomenijo veliko promocijo za kolesarsko destinacijo Kranjska gora, uspešno spravili pod streho, da nam bo naklonjeno tudi vreme in pa seveda, da bomo uspešno štartali v poletno turistično sezono 2017. Obnova ceste čez Vršič se začenja. Birokracija obnove ni zavlekla, tako da se dela že začenjajo. To pomlad. Mi smo zelo veseli, da bo že spomladi začetek del. Kot smo bili obveščeni, je pritožba rešena. Vsi so govorili, da zaradi pritožbe pričakujemo začetek del šele jeseni, ampak pritožba je rešena, začeli bojo, veseli smo. Ne glede na vse stvari se mora sanirati. Verjamem, da bojo dobili tudi varianto, da se bo dal dvosmerno oziroma obvoz. Verjamem, da bo Triglavski narodni park pač dal soglasje in da bojo obvoz naredili, se pravi za prebivalce, za dostavo koč, za gradbišče, tako da bo ta popolna zapora majhen blažja. Verjamem pa, da nekaj časa bo mogel biti zaprt, kar pač narava
prava dela zahteva. Vršiška cesta je sigurno ena najbolj atraktivnih turističnih točk v naši občini. Je povezava med Primorsko in Gorenjsko, je pač okno v Julijske Alpe, v Triglavski narodni park, je v bistvu to, kar mi predstavljamo v svetu, narava, seveda hribi, vse to. In kaj vse si kranjskogorski župan želi na Vršiču? Ja, veliko stvari bi si želel na Vršiču, sigurno urejen mirujoč promet, parkirišča, seveda tudi s tem povezana toaletne prostore, pač informacijsko točko, da ljudje sploh vejo, zakaj se gre, mogoče ureditev prometa, dokler se naredi kaj boljšega z obvestilnimi tablami v dolini Trente in v Kranjski gori, koliko je sploh parkirišč na vrhu še prostih, ali je Vršič prevozen, ali so zastoji, oziroma vse to nekako informacijsko urediti, približati ljudem, tudi pokazati, kaj vse na Vršiču imamo, kaj se je na Vršiču dogajalo skozi stoletja, skozi zgodovino, ker zdaj imamo to vse premalo pač obveščeno in razne ruske kapelice, ki jo imamo nekako spropagirano in tudi s tablami pokrito z informacijami, je do vrha Vršiča vse skupaj bolj žalostno. Vršič ponuja izredno veliko možnosti, tako od planšarstva do seveda planinstva, kolesarstva, turizma, v bistvu prenočišč v kočah, izhodišče za ture v Julijske Alpe, do turnega smučanja, do v bistvu preživljanja v naravi. V bistvu Vršič je eden najlepših prelazov ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Vršič je na vseh zemljevidih motorističnih poti v Evropi in sami smo priča vsako leto obleganje strani motociklistov in to se samo še veča. Ampak jaz mislim, da s temu ne bi smeli prekiniti oziroma zadeve prerezati. Jaz mislim, da je treba regulirati, ljudem ponuditi roko, jim omogočiti, urediti in ponuditi red. Tako da mislim, da se to zdaj začenja. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. Prvo mednarodno srečanje pevskih zborov Cantate Slovenije bo v torek ob 20. v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Nastopili bodo mešani pevski zbor Kor Swing, mešani pevski zbor iz Mojstrane Triglavski zvonovi in Trbojske ljudske pevke. Odprtje gostujoče razstave Dediščina potujočih brusačev iz Rezije bo v sredo ob 18. v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. Muzejski večer z Luko Lindičem bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. Drage gledalke in gledalci, toliko smo vam pripravili za tokrat. Želimo vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!